smo djeca velegrada, nama sati stvorili smo raj, ali je brzo izgubljena nada, jednog dana došao je kraj. Sad je naša prošlost samo želja, uzalud još za njom čeznem ja. Sad je za nas ostalo od svega samo mala tužna pjesma ta. Mansarda, mali stan, u sobi mrak, na zidu stari sat, kuca tik-tak. Kroz prozor mjesec jan, što traži taj? Mansarda čija, naš mali raj. Ja i ti smo djeca velegrada, na mansardi stvorili smo raj, ali je brzo izgubljena nada, jednog dana došao je kraj. Dobrodošli na svečani otvoritvi prve mednarodne razstave likovne sekcije Mokrice. V čudovitem ambientu gradu Mokrice bomo danes s posebno toplino in ljubeznijo občudovali umetnost in ustvarjalnost v besedi, glasbi in sliki. Z glasbo Zdenke in Andreja smo pričeli, pa nadaljujemo naprej ta čudovit mokriški večer. Bela noč, črn dan, in telo ti zacveti od ran. Pride čas, ko ne veš, kdaj še kar živiš in kdaj umreš. Zato sem noro te ljubila, da bi o tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Vidim dom, kup otrok, mati sredi njih pa praznih rok. In tako se bojim, da kot moja mati ostarim. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Ko tedaj si prišel, nežno me poljubil in objel. Skozi noč sva odšla, kakor dva, ki srečo sta našla. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Vaš aplavz je vse povedal, jaz bom pa še samo dodala. Za Zdenko in Andreja sigurno velja tisti rek, da je umetnost ogledalo življenja. Z umetnostjo, glasbo in sliko sta obdana celo svoje življenje in zato od srca hvala za vaš glasbeni uvod na današnji prireditvi.
Umetnost. Umetnost nas spremlja in se k njej vedno in znova vračamo. Zaradi harmonije, notranjega miru in povezanosti z naravo. Skozi današnji večer bomo odprli srca, prepletali umetnost in se dotikali dvojin. Uživali bomo tudi v mogočnem prostoru gradu Mokrice. K besedi vabim Tanjo Vogrin, predsednico likovne sekcije Mokrice v društvu Mokriške vrane. Pozdravljeni vsi skupaj. Dobrodošli na otvoritev razstave prve mednarodne likovne kolonije Mokrice. Odvijala se je 21.9.2024 v prostorih krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Prvotno naj bi bila kolonija v parku gradu Mokrice, saj nam je upravitelj gospod Kučiš prijazno šel naproti in nam dovolil, ampak smo jo zaradi slabega vremena morali predstaviti. Pozdravljam tudi podžupana Bogdana Polovšnika, ki je prišel nas pogledati. Seveda se zahvaljujem gospodu Kučišu, ker nam je omogočil, da postavimo našo prvo razstavo prav v teh lepih prostorih. Saj ta naš grad Mokrice in narava okrog njega je del nas. In seveda večna inspiracija nam umetniškim dušicam. Zahvaljujem se tudi krajevni skupnosti Jesenica na Dolenjskem, predsedniku Slavku Bizjaku in predsedniku krajevne skupnosti Velika dolina Frediju Žibertu, predvsem pa naši Rajki Križanac, saj nam vedno priskoči na pomoč v vsaki obliki. Pozdravljam tudi in smo vesele, da je prišla tudi naša ravnateljica osnovne šole Velika dolina, gospa Anja Zevnik. In se zahvaljujem za pomoč. Seveda posebna zahvala naši predsednici KUD-a Mokriške vrane Ani Krušnik, ki žal danes bolela in ne more biti danes z nami tukaj. In pa se zahvaljujemo za vse nasvete in pomoč, ki pač kot mlada sekcija vedno veliko rabimo. Društvu Vinogradniku se zahvaljujemo, vedno so nam res pripravljeni pomagati, gospodu Martinu Kvartuhu, predsedniku, in vsem njegovim članom, ki nas vedno razveseljuje z dobro kapljico, kar boste pol tudi probali. Danes se vam bo predstavilo 15 avtorjev v tehniki akril, olje, mandale in povstenje volne. Mogoče še nekateri ne veste, ampak povstenje volne je posebna tehnika, jaz sem jo tudi pred kratkim spoznala in našo gospo Renato, ki se nam je pridružila in ona ustvarja take stvari z volno, ki si sploh ne predstavljate. Tako da boste si malo pogledali, pa lahko tudi vprašate, kako to ona dela. Razstavljenih je 23 del, od tega enih par teh naših umetnic danes niso zadržani, žal so v tujini, tako da bojo pa naslednji z nami. Mentor prve mednarodne kolonije Mokrice je bil slikar iz Novega mesta, gospod Tomaž Kocovan, ki je tudi tukaj. Lepo pozdravljamo. Bomo še kaj besed potem. Moram omeniti, da je na koloniji sodelovala tudi gospa iz Anglije, Jacqueline Ellis, mi je rečemo Don, ker je bolj enostavno, katera žal danes ni tukaj, ker se je pač vrnila v Anglijo. Ona živi pol leta tukaj, pa pol leta tam. Z nami je tudi gospa iz Hrvaške, iz Samobora, Snežana Zakana Radanović. Iz Pregmana. Ona se nam je pridružila in je tudi ustvarjala tisto soboto z nami in hvala tudi gospodu Darku Toštrbenku iz likovnega društva Brežice, kateri se je odzval na naše povabilo in sodeloval na koloniji. Zaenkrat je to od mene, pa še malo pozneje. Hvala predsednici za te uvodne besede. Bomo jo povabili k besedi še. V imenu občine Brežice je danes z nami podžupan občine Brežice Bogdan Polovšnik,
ki zasigurno prinaša praznična voščila v tem brežiškem oktobru in prazniku občino Brežice in besede k otvoritvi današnje razstave. Prosim, gospod podžupan, beseda je vaša. Lep dobro večer vsem skupaj, kot je Rajka rekla, lepo pozdravljeni v imenu tudi našega župana Ivana Molana, ki je žal odsoten. Ta dogodek se opada z brežiškim praznikom in je eden od teh več dogodkov, ki jih imamo v tem mesecu tudi v Brežicah, tako da me veseli, da sem ravno jaz danes prisoten na tej prvi, bom rekel, razstavi te likovne sekcije Mokrice. Likovna sekcija Mokrice, če me spomin ne vare, je ustanovljena letos. Lani, ampak ok, recimo eno leto nazaj in tukaj so že prvi rezultati te sekcije, tako da čestitke Tanji kot idejni vodji, bom rekel, te sekcije, lep dogodek in tudi me veseli beseda mednarodna razstava je res mednarodna, kako je dorečeno, je tukaj tudi gospa iz Anglije, ni samo Slovenija, Hrvaška, ampak je res mednarodna. Jaz upam, da bo drugo leto že druga razstava, normalno, v istem terminu. Bi pa še na dve stvari rekel, kar se tiče tega dogodka, pa posebej te sekcije in tega dogodka danes tukaj. Ta dogodek tukaj ima zame osebno, bom rekel, velik čustven pomen. Zakaj? 3 leta sem živel v Mokricah in je spet lepo biti tukaj. Mokrice so spet zaživele z novimi, bom rekel, upravitelji, tako da hvala tudi novemu upravitelju, ki je odstopil te lepe prostore. Pa tudi nazadnje sta na tem dogodku sodelovala moja soproga in moja žena, tako da je prav fajn, rekel, biti na takem dogodku. Žena in hčerka, tako, ja. Res, da sem jaz to danes prav doma in je Čobiče, tako da upam, da sem tudi jaz nekaj prispeval v tem dogodku. Še enkrat iskrene čestitke vsem sodelujočim, vsem mentorjem, ki so omogočili ta dogodek. Jaz upam, da boste uživali v tem dogodku, čim več takih dogodkov še naprej in še povabil na vse dogodke v občini Brežice, ki jih bo kar nekaj do konca tega meseca. Ne nazadnje v našem kraju, drugo soboto bo otvoritev vaškega centra, to bo še kaj Slavko Bizjak povedal, tako da jaz sem želim vsem skupaj prijeten večer, vsega veliko lepega in vse dobro. Hvala. Melodija je bitje zase. Ima svoj telesni obraz, svoj živi pogled, svojo misel, svojo kretnjo. Umetnost je, pravijo, naša sopotnica in prijateljica. Danes so z nami 2 prijateljici iz vaške scene Kulturno-umetniškega društva Slavček, Irena in Angela, ki bosta z nami podelile svoje doživetje na temo Dotik dvojine. Naziv tega projekta je Nekoč samoborčkom v Zagreb. Poglejmo oziroma prisluhnimo.
Prisrčna hvala Ireni in Angeli, da so malo budile spomine, kako je bilo potovati s samoborčkom za Zagreb. Verjetno res se marsikaj zanimivega dogajalo in da smo videli to potovanje. Danes izgleda, tako kot je rekel Bogdan, da vsi podoživljamo in obujamo nekako spomine. Eni na množice, ker smo tu po mnogih letih, da na nekem dogodku eni na samoborček, tako zgleda, da je res večer posebnih spominov. Imeti talent je pa nekaj čudovitega. Še večje bogatstvo je odkriti ga in s časom razvijati, negovati, nadgraditi in se veseliti novim izzivom.
Vse to in še več se je zgodilo našim 12 članicam likovne sekcije Mokrice, ki je ustanovljena pri Kulturno-umetniškem društvu Mokriške Vrane in deluje že 1 leto. Srečujejo se v prostorih krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem 2-krat na mesec in ustvarjajo, snujejo in se veselijo vsaki novi ideji. Sekcija ima stalnega mentorja, slikarja, kiparja in glasbenika Andreja Pintariča, kateri je v sekciji v veliko pomoč s strokovnimi in praktičnimi nasveti. Tako se je tudi ob enem od srečanj porodila ideja o likovni koloniji v našem kraju. Od ideje aktivne članice hitro so pristopile k uresničitvi in kolonija je bila, kot ste že slišali, 21. septembra. Kolonija je bila, kar je res posebnost, mednarodna. Vabim članico likovne sekcije Ano Žalac, da nam predstavi temo prve likovne kolonije. Spoštovani, kadar sta dva, je bolj zabavno. Večino stvari bi raje kot sami počeli v dvoje, kaj ne? Nakup v trgovini, ogled filma, izlet kavica, pa sploh še nismo prispeli do ljubezni, ki je pravzaprav rezervirana za dva. Dvojina je posebna. Dvojina je najbolj intimna jezikovna kategorija. Dvojina je med 1 in 3. Na naši prvi likovni koloniji smo zakorakali v dvojino 2 držav, Hrvaške in Slovenije. Zgodba dvojine tega para sega daleč in je ves čas prisotna. Preko druženj, družinskih vezi, šolanja, dela, prijateljstva, ljubezni. Ja, res je. Med državama obstaja neka vez, ki jo prepričana sem čuti vsak prebivalec onkraj meja. Med nami je bila meja, ampak mar ne obstajajo meje samo tam, kjer se jih sami postavimo. Velik izziv življenja je premagati meje znotraj sebe, jih odriniti tja, kamor še v sanjah ne bi pomislili, da je mogoče. Vsak dotik dvojine na mednarodni likovni koloniji Mokrice je napisal svojo zgodbo. Zgodbo, ki povezuje, pripoveduje in je priča sobivanja. Nastale so zgodbe, ki so odsev naše notranje energije, pričakovanj in občutij. Zgodbe, ki vam jih danes predstavljamo. Hvala. Teme današnje razstave. Zdaj pa še k besedi vabim Mitjo Bizjaka, ki je član upravnega odbora Kulturno-umetniškega društva Mokriške Vrane, da nas kot njihov predstavnik pozdravi. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu predsednice Društva Mokriške Vrane, Anje Krušnik-Ciranski, ki se je danes zaradi bolezni opravičila. Prosila me je, naj vam namenim nekaj besed. Po mojem mnenju Kud Mokriške Vrane odlikujejo predvsem sproščenost, dobra energija, povezovanje sokrajanov, smeh in na vse zadnje tudi vsi naši projekti. Ko sem se pred lani decembra udeležila Tanjine razstave v krajevni skupnosti, sem mislila, kako dobro bi bilo zraven dramsko-gledališke sekcije pridružiti še kakšno. Pa ni trajalo dolgo. Pol leta zatem me je Tanja kontaktirala in že smo sedeli na kavi. Najbolj všeč pa mi je bilo to, da je prepoznala našo vranjo sproščenost, energijo, smeh, ker to samo Tanjo tudi odlikuje. V svojo skupino je Tanja članila kar nekaj članov, ki imajo iste vrline. In to vse skupaj pod imenom Likovna sekcija Mokrice. Tanja je uspela pridružiti več kot 10 članov in članic, ki ustvarjajo z različnimi tehnikami,
Mentor gospod Andrej Pintarič ustvarja spodbudno okolje, v katerem lahko vsak izbere svojo tehniko in tako je vsak to, kar je. Andrej in Tanja na vse splošno navdušujeta svoje člane in razvijata njihove talente. V kulturno-umetniškem društvu smo ponosni, da imamo novo sekcijo, čeprav je stara šele 1 leto. Ponosni smo na vse člane sekcije, ker brez članov sekcije ne bi bilo. Ponosni smo, da je naš mentor, gospod Andrej Pintarič, ki nežno in precizno usmerja vse člane, in ponosni smo na predsednico Tanjo Ogrin, ki svojim entuziazmom, smehom in ljubeznijo širi likovno umetnost med vsemi. Mislim, da je Mitja lepo opisal predsednico likovne družine, ki jo ponovno vabim k besedi, kjer mora še podeliti priznanja in izreči zahvale. Tanja, izvoliš besedo. Še enkrat bi omenila gospoda Tomaža Kotovana, tako gospod zraven mene. Posebna zahvala gre njemu, kateri se odzval našemu povabilu in je bil mentor na naši prvi mednarodni koloniji Mokrice. Hvala, gospod Tomaž, ker ste potrpežljivo, strokovno odgovarjali na naše vprašanja, katerih zares ni bilo malo, tokom celega dneva. Bilo je lepo, sproščeno druženje, v katerem smo zares vse uživali. Teď se šukalo, ne? Ja, par besed spregovorim. A bližje, vsi imamo dosti tam glas. Na tej mednarodni koloniji so ustvarjali umetniki in umetnice v različnih tehnikah, od akvarela, akrila, olja, tako da je velik pester nabor del. Hkrati pa so bila tudi v različnem žanru, od mandale do čistega realizma in potem že malo povohali so to malo proti abstrakciji nekaj. Ustvarjali so udeleženci v zelo sproščenem vzdušju, kar se tudi pozna na pričujočih delih. Moram reči, da sem, ko vidim te zdaj skupaj, prej sem gledal posamezne slike, zdaj pa, ko vidim celoto, moram reči, da sem zelo presenečen nad to kvaliteto dela. Zato menim, da je vsakdo, ki je tukaj prispeval svoje delo, lahko ponosen na Dala si mi srce, što me su zavjeto vrati. Što sve